naj ti zaupam svoje sanje. Ne upam si verjeti vanje. Odkar prišel si v ta moj svet teme, vedno, vedno znova se v meni ena želja prebudi. Rada bi s teboj, mamica, postala. Ali v sebi čutiš tudi ti, da midva bi lahko spomnila željo to, da očka bi ti in mamica jaz bi postala. Čeprav ne vidijo oči ti, ga ljubilo moje bo srce. Vse na svetu dala bi za to, da mamica postala bi in vem, da dober očka bil bi ti. Rada bi s teboj, Prav lepo pozdravljeni v oddaji Med nami. Naša tokratna gostja je pevka Anja Pustak-Lajovic. Anja, dobrodošla v našem studiu. Lep pozdrav in lep pozdrav tudi vsem gledalcem in gledalkam televizije ETV. Ja, tako da boš verjetno pozdravljala preko tega studia. Ti boš namreč postala, midva sva se dogovorila, da boš naša sodelavka, občasno boš posnela kakšno zanimivo oddajo, zato ne bo nič narobe, če se tikava v tej oddaji. Se strinjaš? Se strinjam, tako je. Slišali smo tvojo pesem, tvoji glasbeni poti se bova še vrnila, ampak najprej se bova sprehodila skozi tvojo zanimivo pot. Na svet si prišla zelo, zelo lahko dekle, ne? Ja, res je. Na svet sem prišla prezgodaj. Rodila sem se 6 meseci in pol kot nedonošenček. In to je bilo kar težko za tiste čase, ker takrat v letu 1996 še ni bilo raznih aparatov, kjer bi lahko bilo zdravljenje omogočeno, kot je zdaj, ne? Ampak takrat k sreči se je vse vredilo tako, kot mora biti. Je pa res, ja, imela sem precej težav z ledvicami, slaba kri, bakterija, toksoplazmoza je bila tudi prisotna v tistem času. Nekaj je bilo s popkovino. Tudi, ja, popkovino. Takrat ta zadeva je bila pa zelo, zelo nevarna in če ne bi bila moja mama takrat tako pozorna, bi umrla takrat v tistem trenutku, no, ker je bilo že tako nevarno takrat, da bi se mi lahko zagnojila tale zadeva in bi nažalost me
zdaj ne bi bilo več. Tako da takrat je mama takoj opazila, da se nekaj dogaja, da nekaj ni v redu in je takoj sporočila zdravnikom. Zdravniki pa, hvala Bogu, takrat so takoj odreagirali in se je potem k sreči vse uredilo, da je bilo potem vse normalno in tako, kot mora biti. A to je bilo v Trbovski porodnišnici takrat? To je bilo takrat v Ljubljani, namreč rodila sem se v Ljubljani. Tako da takrat v Trbovljah ni bilo toliko možnosti in je mamin zdravnik takrat jo takoj napotil v Ljubljano in je potem tudi v Ljubljani rodila. Tako da in preživela kar nekaj časa s tabo, kar v bolnici, ne? Ja, precej časa sva se borili obe, ker je bilo kot za mamo in zame to kar precej burno in precej naporno. Ker številne bolezni, pa še dojenček, ki se predčasno rodi, je to precej problemno. Si bila dolgo v inkubatorju? Ja, v inkubatorju sem bila kar dolgo, 3 mesece pa pol tam nekje, približno. In takrat se je tudi zgodila ena kar opazna nesreča zdravnikov, nažalost, ker so mi takrat v telo spustili preveč kisika in zaradi tega sem tudi oslepela. In ta slepota, preveč kisika, tako. Sicer so takrat zdravniki povedali, da ni bilo to zaradi tega, ampak naj bi bilo zaradi te bakterije, kot sem jo že omenila, toksoplazmoze, in naj bi se zaradi tega potem poškodovala oči, ampak to definitivno ni bilo res. Nažalost, pač takšni časi so bili, zdravniki niso priznali svoje napake in ja, takrat so v bistvu vse dojenčke pokorili čez oči, in mene takrat niso in to je bilo takrat nevarnost in ravno tisti trenutek, ko me niso pokorili čez oči, je to vplivalo na moje zdravje in takrat sem tudi potem oslepela. In v bistvu pri mojih 3 mesecih so dokončno ugotovili, da imam mrtev očesni živec in da sem slepa, kar pomeni, da zaradi mrtvega očesnega živca tudi ni možnosti za operacijo oziroma ni možnosti, da bi se to kaj izboljšalo. Ampak se nisem obremenjevala s slepoto. Jaz sem živela tako, kot živijo vsi. Niti nisem se nikoli se nisem obremenjevala s tem. Mogoče so se bolj drugi kot pa jaz. Kako pa si odraščala? Kako si, recimo, dobro, rodila si se že tako slepa, ali pa recimo kmalu po porodu oslepela. Kako so ti opisovali svet, ko si recimo se ga že zavedala? Ja, najprej so se sploh bali, kako bo, ker so bile še bolezni prisotne in niso niti vedeli, kako. Ja, tudi zlatej niso. Ampak ja, potem so te bolezni uspešno pozdravili in je potem ostala samo slepota. In potem je bil vedno problem, to je bil ogromen šok za vso mojo družino in niso vedeli, na kakšen način bi mi pomagali, kako bi mi najbolj stvari poenostavili, kako bi si stvari najbolj predstavljala. Ampak je mama, jaz lahko rečem res, mi je vedno stala ob strani in mi tudi še vedno stoji. Je takrat vzela stvari v svoje roke in se s tem soočila in je našla prave rešitve. In enostavno mi je skozi tip, von, sluh, vse, vedno mi je govorila. In takrat se spomnim, zdaj, ko mi razlaga, da je njen dedek vedno rekel, veliko ji govor. In če ne boš govorila, z otrokom ne bo v redu, ker otrok je povsem v redu, edino to, kar da ne vidi. In potem se je to zapomnila in je to na svet poslušala in mi je govorila, opisovala stvari, tudi ko so se sprehajali zunaj, je točno mi vse opisala in potem so te predstave kar rasle in so nastajale potem v glavi slike, ki jih potem tudi nisem zbrisala in sem točno vedela, o čem govori, tako da na tak način. Kako pa je oče sprejemal takrat? Nekaj časa sta bila še z mamo potem skupaj, ste živeli kot družina? Ja, do mojega 6. leta približno starosti smo živeli skupaj. Ti je tudi pripovedoval, opisoval svet? Moram povedati, na žalost, moj oče se ni sprijaznil z mojo slepoto, ker mi je bilo tudi hudo. In to sem čutila. Čeprav sem bila kot mehna punčka, ampak se to čuti. In jaz sem zelo izostren čut in sem to takoj opazila. Ni se želel z mano igrati zunaj in ni se želel sprehajati z mano. Enostavno je iskal druge, da bi to uredili namesto njega. Na žalost pač to moram povedati, ker je res. Nekako je bil prijazen, na nek način je poskušal, ampak ni mogel. Enostavno mu ni šlo in nisem imela nobenega ta pravega odnosa kot oče in hči, bolj tega nasplošnega, kar me je včasih motilo, ampak tako je. Ampak jaz sem pa sreči imela potem mamo, ki je vedno vedela, kako in kaj, in tudi babica, ki me je vedno spodbujala in
Oni dve nista nikoli kazali tega, da sem jaz drugačna, ne. Čeprav ne vidim, sta mi pa stvari ponastavili drugače in sem jima res tudi zelo, zelo hvaležna. Oče pa je potem naj pač zapustil, ker je rekel, da se me sramuje, da ne vidim in da nekako se ne vidi z nama. No. Zdaj imate stike? Ja, imava stike, tako recimo enkrat tedensko se vidva, če je le možno. No. Je res, da so ti stiki bolj nasplošni, ker pač nisva prav veliko tako zelo povezana, ker nisva živela skupaj, a ne? Ampak so stiki in zdaj počasi tudi moram povedati, da se zboljšuje odnos, no. Se malo več pogovarjava kot se, no. Sicer je še vedno odnos ne tako pristnejši kot z mamo, ampak čas celila rane. Tako. No, prej sem to vprašal, kako so tisti, ki so s tabo živeli, opisovali različne stvari, ki jih ti nisi videla. Kako si ti na nek način predstavljala, kaj je rumeno, kaj je rdeče, kako rože cvetijo? Ja, jaz sem vedno te predstave dobila nekako naučene, ne. Barve kot barve sem si težko predstavljala dejansko takšne, kot so, ampak sem vedno na tak način, da so mi povedali, ne vem, rumena kot sonce, rdeča kot jagoda, na tak način, ne. Barve so mi ponazarjali kot predmete, kot neke oblike ali neka stvar, nek predmet in preko katerega sem tem tudi spoznala, kako naj bi približno izgledala barva. Sicer to je zelo težko opisati, ker dejansko o barvah nimam predstav. Edino, če mi, ne vem, če mi nekdo, ne vem, če primem v roke sadje in vem, ne, da je to recimo jagoda, bom vedela, aha, rdeča je, ne, ker pač vem, ker je to naučeno, ne, ampak tistih res pravih predstav o barvah pa nažalost nihče mi ni mogel razložiti, nekako ni šlo. Sem pa imela možnost spoznati predstave med toplimi in hladnimi barvami, to smo pa v šoli delali razne poskuse in sem prav čutila toplo barvo in pa hladno, ne. Prav en tak papir so nam dali barve in sem prav čutila, kjer je toplo in kjer je hladno in potem to predstavo sem si nekako pridobila, ampak kot barvo pa nažalost. Kako so te pa sošolci, vrstniki, recimo v vrtcu najprej sprejemali tvoji vrstniki, prijatelji? Ja, jaz sem bila najprej v vrtcu v Cicibanu, v Trbovljah, kakšno leto in pol. In tam, to mi je bilo tako odvisno od vzgojiteljic. Sem imela ene 3 vzgojiteljice, spomnim se gospe Olge, gospe Jadranke Ferlin, potem se spomnim pa še ene vzgojiteljice, Tatjane. Ona je bila prav tiflopedagog in ravno Tatjana me precej upeljala in precej me učila, no. In je bila tudi zelo stroga, moram povedati, zelo stroga in sem se je večkrat kar malo bala. Ampak zdaj samo spoštujem, ker je enostavno vedela, kako me mora učiti in ni kazala razlik, ne, ni kazala tega, da sem drugačna. Potem pa je imela ona prometno nesrečo in nažalost je takrat umrla. Tako da potem tisto znanje ga nisem mogla več osvajati. Sem pa k sreči potem dobila vzgojiteljico Jadranko, kjer sva res uživali in imam zelo, zelo, zelo lepe spomine na to. In pa tudi vzgojiteljico Olgo, s katero sva spoznavali inštrumente in svet glasbe. In takrat sem se nekako znašla v svetu glasbe in sem vedela, da je tudi to, kar me bo v prihodnosti zanimalo. Kaj pa vrstniki, ko so bile na vrsti igre? Ja, v vrtcu sem bila v bistvu vključena v poseben program takrat v Trbovljah in nisem bila med rednimi vrstniki, kar mi mogoče malo motilo, ampak nekako se še takrat nisem zavedala povsem dobro. No, bolj je mogoče motilo koga drugega, ampak sem bila recimo s prijateljico, ki je bila recimo na vozičku, potem z vrstniki, z otroki, ki so bili gibalno ovirani, nisem pa bila med videčimi, med rednimi, ne, in se je to kar poznalo in nisem imela tudi tega občutka, kako je, ko je hrup, ne, tega ni bilo, ne. Potem je pa tudi res, da sem bila potem tudi malo bolj plašna, ne, ker nisem poznala tega, no, tako da potem, ko sem pa prihajala v svet, ne, recimo potem tudi v Ljubljano, se je pa začelo že malo drugačno, bilo pa že več otrok, več različnih ljudi, ne, in prvi trenutki so bili res bolj takšni, bolj katastrofalni, ker sem se bala, vsega sem se bala, ampak sem se potem s časoma navadila tudi na to, no, da je več ljudi okrog mene, da, ne, in je šlo s časoma, kar je pa odvisno, no, zdaj eni vrstniki so me, potem, ko sem spoznavala tudi videče, a ne, čist, tudi redne, čist
integrirane, je bilo pa potem različno. Zdaj, eni so me čisto normalno sprejeli, so se z mano pogovarjali normalno, eni so me gledali, kot recimo, da bi prišla z ne vem iz kje, ne. Eni so se ustrašili, so se zbali, eni so vprašali, če sploh hodim, ne. Tako da to so take zadeve, ampak če se sploh tudi sama oblačiš? Ja, tudi take zadeve so me spraševali, pa še vedno me kdo vpraša, ne. Tudi zdaj, ko se srečujemo z raznimi ljudmi, zdaj se tako in tako srečujem z večjimi ljudmi, imam več stikov, ne. Tako da pri ljudeh je zelo različno. Eni se slepote bojijo, eni se čisto normalno odzovajo. Jaz pa želim vedno povedati na vsakem intervjuju, kjerkoli sem, da slepota ni ovira, ne, in da če ne vidiš, da lahko še vedno počneš marsikaj in ogromno dosežeš. In samo želim si, da se ljudje čim bolj nam približajo, ker nismo grozni, ker nismo drugačni. Le mogoče kakšno stvar malo bolj počasnejš naredimo, ampak jo pa naredimo, ne? Tako da to je pa tudi pomembno. Slepota ni ovira, ampak so pa ovire na svetu, ne? So pa ovire. Kako jih premaguješ? Zdaj, jaz res nisem taka oseba, da bi rekla, ojoj, zdaj pa jaz ne vidim, tole pa tole je ovira, tukaj bom pa kar nehala, ne? Pa ne bom se več ukvarjala s tem. Ampak jaz sem vedno taka, da res poskušam stvari, se lotim stvari, poiščem pomoč, se informiram. Zdaj, kot majhna punčka si tega nisem upala, sem kar obstala, ne? Ampak zdaj pa čezdalje bolj poskušam komunicirati z ljudmi in tako. In največji problem predstavlja takrat, ko je treba poiskati spremstvo, ne? Ker nažalost je moja orientacija tako šibka, da se zunaj sama ne znajdem in je potrebna pomoč, no, zaenkrat še. In včasih se mi zdi precej nelagodno, ker nekoga prositi, da te nekam pelje, je včasih težko, ne? Ker ima vsak svoje obveznosti in se včutiš... Kakšne so pa reakcije tistih, ki jih prosiš? Različne. Zdaj nekateri rečejo, ja, ni problema, ne? Samo povej, kje pa, kako pa, z veseljem, ne? Jaz to že po glasu začutim, ne? Ali pa po sporočilu, ki ga dobim nazaj, ne? In eni poiščejo neko stvar, da pač ne morejo, oziroma se čutiš, da se bojijo, ne? In potem nek drug razlog najdejo, da pač ne morejo takrat, ne? V enih se čuti, da ne bi, v enih sploh ti ne želijo pomagati. Čisto različno, no. Ampak lahko rečem, no, da zelo zadnje čase nimam toliko težav, da če prosim, imam vedno pomoč, no. In kakšen je pravi pristop, da te prime za roko in te pelje? Da greste skupaj potem po stopnicah? Mi, da so šla tako v studio, recimo. Tako, ja. Zdaj, ja, včasih pozabim to poudariti, no, ampak sicer prav pravilno spremstvo je, da se pač slepa oseba prime spremljevalca za komolca, ne, to je pač pravilno, ampak... Slepa oseba spremljevalca. Ne videči. Ne videči. Sicer jaz to... Evo, sem že storil napako. Ne, ni, sploh ne, ker bi mogla to sama povedati, ampak to je pač bila tudi moja napaka, ja, ampak drugače pa to je pravilno, no. In to je potem lažje zate? Ja, takrat se tudi začuti, ne, kdaj gre oseba recimo čez stopnice, ne, to je zelo pomembno, ne, ko recimo držimo spremljevalca za komolec, točno vemo, kdaj gre oseba gor, kdaj gre dol, ne, ker se v tem pregibu v komolcu se začuti, ne, ta pregib in se točno ve, ne. Zraven pa seveda uporabljam belo palico, no, to je pa tudi zraven pripomoček, brez katerega ne morem ven, enostavno, ker so ovire in... Palica je za nekako tipanje ali... Ja, palica je v bistvu so moje oči, no, čisto tako bom povedala, ker v bistvu me varuje pred ovirami, pred avtomobili, pred stopnicami, pred raznimi takimi ovirami, s katerimi se lahko tudi na cesti srečujemo in je pripomoček, brez katerega slepa oseba preprosto ne more ven, no. Nekateri imajo tudi psa, spremljevalca. Si že tudi s tem poskusila, kdaj iti na sprehod? Tako je, eni imajo tudi pse, sem se že preizkusila, sem že poskušala, ampak sem se malo bala, ker je bilo kar težko, kar vlečejo včasih, no, in je precej problem. Je pa res, da ne morem psa vodiča kar tako dobiti, namreč je pogoj, da si prvič polnoletna oseba, potem kot drugič pa je potrebno, da in pes pozna pot, in pa tudi slepa oseba. Se pravi, tudi slepa oseba mora imeti dokaj dobro orientacijo, da lahko potem oba skupaj normalno funkcionirata, ne? Ker recimo jaz orientacije nimam dobre, ne, zunaj, bi težko z njim funkcionirala, ker enostavno sama ne bi znala poti, ampak pes pa v bistvu samo toliko pozna, da te varuje pred ovirami, ne? Enostavno ne more vedeti vse poti, ne, da te točno pripelje, ne vem, ne, da recimo moraš tudi sam poznati, no. Anja, že mislim, da si dvakrat omenila, da nimaš orientacije. Zdaj, ali je to zaradi tega, ker si pač slepa, ali je tudi med slepimi, recimo jaz vidim, ampak nimam nobene orientacije, ne, z avtomobilom vedno, ki jaz zgubim, tudi če grem kam peš, ne.
So tudi tu razlike. Nekateri slepi imajo boljšo, nekateri slabšo orientacijo v prostoru. To je res. Zdaj, pri vseh slepih ni to enako. Zdaj, eni slepi imajo zelo, zelo dobro orientacijo in se dobro znajdejo in tudi se sami sprehajajo, sami grejo po opravkih in tako naprej. Je to povezano tudi s pogumom, samozavestjo? Da so nekateri bolj samozavestni, si več upajo? Je pa tudi mogoče je tudi ena stvar, recimo, ki je prisotna, druga je pa tudi to, da enostavno imajo boljše, da si predstave drugače naredijo, da imajo boljše predstave. No. Vse je v bistvu povezano, od samozavesti, da nimajo strahu, enostavno, da so enostavno tako samozavestni in vejo, da bojo prišli na pravo mesto, na prav cilj. Anja, kaj so recimo zlata pravila za nas, ki vidimo, pa srečamo recimo tebe, slepo dekle, da ne pridemo čisto potiho, zadaj za tabo in te glasno pozdravimo. To že ni dobro, ne? To mene vedno prestrašijo, če tako naredijo. To mene vedno prestraši, ampak veliko ljudi tako naredi, zelo veliko ljudi, ampak res to me zelo prestraši. In pol kar pozabim enostavno, čeprav že poznam tisto osebo, ampak enostavno od tistega strahu se ustrašim in enostavno ne vem točno, je prava oseba ali ni. Tako da vedno je res priporočljivo, da tista oseba, ki ima namen pozdraviti, pride do mene, se me recimo dotakne živja, recimo in je to to, in bom vedela recimo, kdo je. Če pa nekdo iz ozadja živja, pride čistko, me pa res prestraši. Sem te jaz v soboto prestrašil? Ne ravno prestrašen, ampak malo sem se zmedla, ker nisem točno vedela, kdo je najprej. Nisem res sigurna, ampak potem, ko sem se obrnila in sem bila bolj pozorna in sem tudi slišala tudi glas, ni bilo potem lažje, ampak v tistem trenutku pa res sem se zmedla, to pa res. Ja, pa sem razmišljal, kako naj pristopim, pa prišel sem od zadaj. Se veliko pogovarjate slepi med sabo o vseh teh ovirah, ki so v tem današnjem svetu, arhitektonskih, pa še drugih ovir? Ja, se zelo veliko pogovarjamo, to je res, ampak je pa tudi res, da nekateri slepi in to slabovidni se malo prikrijejo te ovire, jih nočejo ravno izpostavljati, pa tudi pripomočke, ki so na voljo, nekateri malo zakrijejo, enostavno nekaterih nočejo uporabljati, ker želijo biti enaki kot vsi. In se nekateri sekirajo, če bom pa jaz zdaj uporabljal lupo, bojo pa vsi gledali, kaj pa zdaj z mano. Ampak ne, potrebno je uporabljati tisto, kar je na voljo, tisto, kar nam pripada. Potrebno se je o tem pogovarjati, ker bolj se bomo pogovarjali, več bomo tudi dosegli. In več bojo tudi drugi vedeli, kako nam prilagoditi stvari. Tako da jaz sem še vedno pristaš temu, da se čim več govori o stvarih, ki nam manjkajo in čim več kaj imamo in da se potem skupaj lahko uredi, da se čim več stvari prilagodi. Bi se lahko med sabo še več pogovarjali, še premalo se, lahko rečemo, se že nekaj, ampak še premalo. Ti zdaj obiskuješ srednjo šolo v Ljubljani. Kako ti gre? Kaj boš? Zakaj se boš izučila? Ja, jaz zdaj obiskujem srednjo poklicno administrativno šolo v Zavodu za slepo in slabovidno mladino v Ljubljani. In trenutno sem zaključni letnik, se pravi 4. letnik srednje poklicne šole in bom postala administrator. In kakšni so tvoji glede šolanja cilji naprej? Trenutno sem še zelo, zelo v razmišljanju, ker je matematika tista, ki mi povzroča največ težav. In matematika je pa prisotna pri višjih programih, kar precej, kar poglavitna. Tako da zelo, zelo razmišljam. Zanima me novinarstvo, zanima me glasba, tako da o šolanju zaenkrat se še zelo, zelo, zelo odločam. Tako da zaenkrat težko rečem, kakšni so načrti, ampak je še bolj odprto vse skupaj. Ko boš končala, uspešno zaključila poklicno šolanje, boš verjetno iskala delo. Tako. Že zdaj, ko si iskala prakso, so bile verjetno težave. Ja, ogromne težave so bile. Res nisem pričakovala na začetku, da bo toliko težav, ker niti nisem poznala teh stvari. In ko so nam profesori povedali, da zdaj bo pa praksa in da bo treba poiskati prakso, sem rekla, aha, v redu, super, bom poiskala, ni problema. Ker nisem vedela. Ampak potem, ko sem pa začela oddajati prošnje za neko delovno mesto, se je pa pojavil problem. In poslala sem čez 10 prošenj. Je bilo tam od 2 odgovor, sicer negativen seveda, ostale so šle v smeti. Tako da so me sprejeli samo v zdravstvenem domu v Trbovljah, kjer sem potem tudi prakso uspešno opravila in sem delala res z odlično ekipo.
tako da imam še zdaj lepe spomine na to. Ampak moram pa res priznati, zelo težko sem našla delo. Ker že takoj in tako vsaka oseba težko najde službo zase, ampak sploh, če napišeš v prošnjo, jaz pa ne vidim, je pa to res velik problem. Okay. In na drugi strani takoj strah, kako bomo pa z njo, kako jo bomo lahko porabili, ne? Da bo delala, da bo koristna. To je največji strah pri delodajalcih. In tudi res, ko sem iskala delovno mesto, res je bil ogromen strah od ljudi. In vsi takoj so bili panični, kaj bomo pa dali njej delati, kaj pa ona lahko delala, a sploh lahko dela, ne? Enostavno niso vedeli in so bili popolnoma zmedeni. Vprašali pa tudi ne? Ne, vprašali pa tudi ne. Kaj bi jim odgovorila, če bi te vprašali? Jaz sem drugače zelo pripravljena za delo in meni se ni problem prilagajati in prilagoditi in tudi stvari delati, ker jaz sem vedno taka, da ogromno stvari lahko dosežem in bom uporabila frazo prijatelja, da to, kar želim, zmorem. In jaz sem vedno taka trdna, odločna, delovna in na tem področju samozavestna in bi delala tako, kot bi rekla. Ampak ker mi tega niso ponudili, jim nisem mogla tega tudi povedati. Ampak jaz bi lahko recimo prenesla svojo računalniško opremo s sabo, lahko bi prenesla pripomočke s sabo, bi si pripravljala stvari sama, kot sem se tudi med prakso. Namreč lahko povem en primer iz tega. Ko sem delala v telefonski centrali, se je pojavil en problem, ki sem ga sama rešila. Namreč s telefonom sem upravljala brez težav, ampak je bil pa ena zadeva in sicer zdravniki pa ostalo osebje recimo poklicalo na naš telefon in so po nareku recimo narekovali telefonske številke pacientov in jaz sem potem te številke mogla poklicati in prevezati. In potem so se delodajalci spraševali, kako bom pa jaz to uredila. In je rekla recimo sodelavka, Anja, lej, ti bom jaz pisala, pa boš ti potem samo prevezala. Sem rekla, gledaj, jaz imam pa še doma pisalni stroj, bom pa sama napisala in sama prinesla, pa bom sama to uredila. In so bili tako zadovoljni, ker sem si v bistvu sama našla rešitev in sem potem dejansko vse stvari delala povsem sama. Edino, kar so mi pač recimo za en dan povedali, enostavno sem imela vse v glavi in sem se potem čisto vse sama delala, tako da so dejansko bili zelo zadovoljni. In kot sem rekla, jaz vedno poiščem rešitve. Nisem taka oseba, da bi samo čakala na to, kaj bi moji drugi naredili zame, ampak kaj lahko naredim sama za neko stvar, za nekaj, kar delam. In za vsako stvar, ki mi kdo ponudi priložnost, vložim res v svoj trud in vse, kar zmorem, in mi je veliko veselje, če dobim neko priložnost in potem tudi sama naredim vse, kar je za to potrebno. No, tvoja ljubezen je glasba. Mi smo slišali tvojo pesem, ki je najbolj sveža, ne? Tako. Rada bi mamica postala, te bom potem vprašal, verjetno bi rada, ne? Tako, v prihodnosti seveda. Tako, ja. Najprej nekaj o tej pesmi, potem bomo pa zavrteli, mislim, da Tama v očeh. Tako. Najprej nekaj o tej pesmi, Rada bi mamica postala, kako je nastala, kdo je s pesmijo besedilo napisal? Ja, za skladba Rada bi mamica postala se je v bistvu pripravljala kar nekaj časa. Aranžma in glasbo je pripravil legendarni pevec gospod Ivo Mojzer. Ste se spoznala? Ne osebno, ampak ta stik je bil zelo zanimiv in ga vedno rada povem. Namreč jaz sem brskala po internetu kakšne 2 leti nazaj na splošno in njega sem poznala kot glasbenika in mi je bil zelo v redu pevec. In sem si rekla, kaj pa če bi jaz njega kontaktirala, da ga pohvalim, da je v redu pevec, da ve tudi od mladih, da ga tudi mladi poslušamo. In jaz sem njemu poslala takrat mail in sem se mu predstavila, kdo sem, kaj počnem, da tudi se sama rada ukvarjam z glasbo, da ga zelo rada poslušam in mi je takrat tudi odgovoril ene par dni po tistem, da kako je on vesel mojega pisma in da je zame pripravljen skomponirati eno skladbo brezplačno. In to je bilo zame nekaj posebnega. In jaz sem si vedno želela imeti svojo lastno skladbo, svojo samostojno skladbo. In takrat sem tudi se z njim potem dogovorila, da bi bila zelo vesela in če je kakšna možnost. In mi je res potem čez par dni poslal CD, na katerem je bila tale melodija, ki ni imela besedila, niti ni imela naslova pesmi. In smo potem malo iskali, kdo bi napisal res dobro besedilo, ker sem želela na melodijo, ki je res vrhunska, dobiti tudi vrhunsko besedilo. In besedilo je zato prispeval gospod Štefan Šarkezi, ki je tudi odličen producent, s katerim sem res tudi že sodelovala že pri prejšnjih skladbah, ki sem jih snemala s pevcem Štajerskim Brandjem. Z njim sem tudi začela sodelovati.
In ja, on mi je potem napisal res lepo besedilo in se je potem skupaj tako lepo ujemali, ampak to je potrebno potem še posneti, ne. In zdaj, kje posnet, kako posnet, tukaj je potem denar in se pojavljajo potem težave, a ne. No, in namreč preden se je vse skupaj dogajalo okrog pesmi, me je kontaktirala moja vzgojiteljica, Jadranka Ferlin, s katero so se res že kot prej, v mojih mlajših letih, res odlično razumeli. In me je ona kontaktirala, v bistvu še preden smo sploh razmišljali o tej skladbi, mi je povedala, da mi želi pomagati, da ima glasbene prijatelje, ki bi mi tudi stali ob strani in mi pri tem tudi pomagali. In sem bila seveda takoj za to, ker je bilo to res nekaj res izvrstnega in takrat mi je res polepšala dan in brez nje ne bi bilo to, kar je zdaj. In potem sem se povezala še z gospodom Silvom Bizjakom, ki pozna veliko vrhunskih glasbenikov in je tudi sam zelo, zelo uspešen in res odlična oseba, res dobrega srca, ki mi je potem tudi pomagal, da sem spoznala številne glasbenike. Ob tem pa tudi pomagal, da sem posnela tole skladbo in sem jo posnela pri gospe Saši Lendero in Mihu Hercogu v njunem studiu. Popolnoma brezplačno, dobrodelna zadeva je bila tole. 1000 evrov navzgor. Tako, tako. Bil je problem, ampak sem gospodu Silvu res tako zelo hvaležna, da je bilo to omogočeno in tudi res on je bil tisti, ki je pomagal in je pripomogel k temu, da se je to realiziralo. Anja, res imaš lep glas. Zdaj smo že malce pozabili tisto pesem, ki smo jo zavrteli pred recimo 20 minutami. Bi nam jo malce zapela brez glasbene spremljave? Z veseljem. Prosim. Naj ti zaupam svoje sanje, ne upam si verjeti vanje. Odkar prišel si v ta moj svet teme, vedno, vedno znova se v meni ena želja prebudi. Rada bi s teboj mamica postala, ali v sebi čutiš tudi ti, da midva bi lahko spolnila željo to, da očka bi ti in mamica jaz bi postala. Anja, čudovito, ne? Takole je težko brez matrice. Pa gre. Gre, zame ni nikoli težko. Jaz sem vedno pripravljena peti v živo, ne glede na to, ali je matrica ali ni. Meni res ni problem, ker v petju zares uživam in mi ni samo to, da nekaj posnamem in je potem to, ampak želim tudi ljudem predstaviti, kako kar je. Naravno. Dajmo še enkrat uživati in sicer bo zdaj pesem Tama v očeh. Tako. Drugačen je moj svet v tvojih očeh, tak je, kot ga čutiš na svojih dlaneh. Kakšno je sonce in kakšno nebo, rad bi ti povedal, a ne vem, kako.
tak je, kot ga čutiš na svojih dlaneh. Kakšno je sonce in kakšno nebo, rad bi ti povedal, a ne vem, kako. Čeprav ne vidim lepote sveta, pa vendar čutim toplino srca. V mojih mislih so iste stvari, drugačne od tistih, ki jih vidijo oči. Naju očeh bo tema, vse se premaga. Do konca oddaje bomo slišali še 2 pesmi. Anja, še nekaj me zanima, preden se posvetiva tvojemu konjičku, glasbi. Kako ti prepoznaš osebo? Zdaj vidiš jo ne. Kako jo oceniš, kakšen je nekdo, ki te govori? Jaz najprej osebo ocenim po glasu. Zdaj, takoj precenim, ali je oseba bolj stroga, ali je taka bolj preprosta, ali je zadržana. Opazim tudi slabo voljo, jezo, žalost, vse. Glas je tisti, ki mi v bistvu največ o neki osebi pove. Zdaj, jaz, recimo nekateri slepi, ko neko osebo srečajo, jo pretipajo po obrazu, splošno, da si predstavljajo, da dobijo neko svojo sliko. Jaz pa enostavno tega nekako ne potrebujem, niti nimam nekako te želje, no? Nimam potrebe po tem, ampak je glas tisti, ki mi pove dejansko vse. Potem pa nasplošno naprej, če je pripravljen za sodelovanje, če je komunikativna oseba, enostavno potem so pa te, če je iskren, če je pošten, če je pripravljen za nekaj. Ne? In je pa res, ja, glas je prvovrstno, kar mi v bistvu pomaga, da neko osebo ocenim. Lahko je tudi preko telefona, potem pa osebno, ne, zdaj preko telefona že takoj lahko vidim, kakšna je oseba, ampak osebno je pa potem spet drugače. Lahko pa dejansko 100%, no, 90% lahko ugotovim res, da je to, da je oseba. Ko je bil mislim, da v Slovenskih novicah izpod peresa Romana Turnška, ki je nekoč pred leti delal tudi na naši televiziji, napisan članek o tebi, zelo lep članek, zelo lepo je bilo napisano, si postala kaj bolj prepoznavna tudi v tej domači okolici? Ja, lahko rečem, no, da so me to pa tam ustavljali, pa so mi povedali, joj, smo te pa videli po televiziji, smo te pa videli po časopisu, ne, super si bila, pa tako recimo. Lahko rečem, da je razlika. Je velika razlika od prej, ko nisem bila prepoznana, in od zdaj, ne. Ja, lahko rečem, da se ljudje veliko več ozirajo, da me veliko bolj kontaktirajo, to je res. Tudi jaz sem tudi na tem področju zelo odprta. No. Jaz sem zelo vesela vsakega sporočila, ki ga dobim, ne glede na to, ali od kritik, ali od pohval, karkoli. Ker tudi iz kritik se učimo, ne, in karkoli je, vedno sem zelo vesela. Kako pa je nastajal ta članek? Ste se pogovarjala? Ja, za prvi članek sva se najprej dogovorila za eno srečanje in sem mu potem tudi precej stvari povedala o sebi. Nekaj je tudi prebral iz enega izmed prejšnjih intervjujev, ki sem ga imela z eno izmed prejšnjih novinark pred leti. In sem potem tisto malo pogledala, potem sem mu pa še povedala par novosti od zdaj, od parih mesecev, pa še potem kakšnega leta nazaj. In da smo potem to nekako skupaj strnili in tak lep prispevek, lep članek. Si zadovoljna potem, ko prebereš? Ja, jaz moram povedati, da pri meni je vedno tako, no, da vsaj v preglede želim prejeti, karkoli se o meni nekako napiše,
nekako imam vedno željo prej to pregledati. In moram res povedati, da gospod Roman se je vedno zelo potrudil in zelo lepo napisal. In meni so se vedno zarosile oči, pa čeprav sem brala o sebi, sem vedno se me je vsak njegov članek dotaknil in vedno sem bila zelo zadovoljna, res. Anja, glede na to, da vemo, pa naši gledalci tudi vedo, da si ti slepo dekle, kako ti prebereš članek v časopisu? Zdaj, to je tako, no. Zdaj, nažalost... V časopisu pač ga ne moreš, ne? Ja, v časopisu ga res ne morem. Sicer je nekaj časopisov, kot je naprimer moj prijatelj ali pa naša žena, ki je prilagojen za slepe, se pravi v Braillevi pisavi. To je pri nas na Zvezi slepih v Ljubljani, se ta zadeva ureja. Je pa res, da nažalost pa teh navadnih časopisov, kot so Slovenske novice, Delo, Dnevnik, podobne zadeve, pa nažalost ne morem prebirati. Takrat vedno prosim koga za pomoč, da mi kdo prebere. Tistim, ki mi pač najbolj zaupam. To je mama, ki res najbolj zaupam in mi ona potem vedno prebere stvari. Drugače pa potem berem preko interneta. Veliko preberem, veliko prekomuniciram. Kako pa to gre? Namreč to gre tako. Imam povsem običajen prenosni računalnik, s tem, da imam na računalniku vgrajen program, ki se imenuje JAWS. Ta program govori v popačeni slovenščini in dejansko vse, karkoli pritisnem, napišem, kamorkoli se po računalniku pomikam, namreč se pomikam vse preko tipkovnice, ker miška zame ne pride v poštev, ker ne vidim, kam potuje. Ja, in mi tako potem vse izgovarja, vse mi izgovori, sicer v popačeni slovenščini, ampak sem že dejansko navajena na ta govor, da ga že povsem razumem. Potem imam pa zraven še, imenuje se Braillova vrstica. Ta pa mi pomaga pri branju. Se pravi, tiste črke, ki se vidijo na ekranu, meni pretvorijo v Braillevo pisavo, v izbokline oziroma v pike, ki jih potem lahko berem s prsti. Je pa posebnost teh pik ta, da to pisavo berem z 2 kazalcema. To je pa posebnost. Zakaj je to posebnost? Jaz sem se že malo preizkušala, pa sem tudi brala z drugimi prsti, in sem ugotovila, da je dejansko da so dejansko s kazalcema črke prepoznavne. Z drugimi prsti ne bi vedela, katera črka je. Se pravi, navodilo, že tako in tako je pravilo, da se tako bere, ampak sem tudi ugotovila, da dejansko res sta te 2 prsta tista prava za to pisavo, no? Da so mogoče res tako razvili, da se potem res samo s tema 2 prstoma lahko bere. In potem s prstom, s kazalcem primeš nekaj vročega, se opečeš, so pa težave, ne? Ja, so težave. Sploh zato, ker sem jaz taka radovedna, ne? Res me zanimajo vse stvari, ne? In kot majhna sem se že opekla, pa je bilo zelo neprijetno, ne? Ampak jaz sem pa potem vedno tista, ne? Dokler lahko, ne? Ko pa res nekaj zelo boli, pa ne moreš, ne? Ampak jaz sem vedno taka, da do najhujše bolečine se potrudim kar sama. In potem si vzela v roke kitaro. Tako. Jaz sem jo tudi nekaj časa igral in vem, kako boleče prste sem imel, ne? Kako to boli in nekateri so to opozarjali, da znaš imeti potem pri branju težave. Ja, nekateri so me zelo opozarjali in so rekli, Anja, ne igrati kitare, prosim, ne loti se tega, ker boš imela težave, ne boš mogla brati, kako boš potem brala, ne? Jaz pa sem čutila, da bo zame to, da je kitara tista, ki je zame tista pravi inštrument, ki me res interesira, ki me zanima in nekako nisem poslušala takrat. Edino takrat res nisem poslušala odraslih, ne, pa še ostali, ki so mi govorili. In sem se resnično lotila kitare. In res, tiste prve ure sem počela enih par strun, to je bila ena taka zadeva. Kot druga zadeva pa ta, ne, da so začeli boleti prsti, ne, ampak sem rekla, no, ok, bomo videli zdaj, kako to bo. In jaz recimo grem po vaji prebrati en članek za hec, da vidim, kako bo, ampak sem čisto normalno brala, brez kakršnihkoli težav. Občutka za branje nisi izgubila. Nisem izgubila, tako. Kakšna je tvoja božična želja? To je tvoja naslednja pesem, ne? Ja. Smo še daleč od božiča? Smo, ampak želja je prav, da se jih že prej zastavi, ne? Zame je predvsem, želja, da uspešno zaključim šolanje, ki ga trenutno delam. In na splošno želim, da predvsem tudi zdravje, ker zdravje je tisto, ki ga najbolj potrebujemo, ker če imamo zdravje, je potem tudi lažje doseči cilje, ki si jih nekako zastavljamo. Tako da zdravje je tisto, ki ga, hvala Bogu, imam, ampak si ga želim, da naj ostane tudi takšno, kot je. Dobro, kot je zdaj. In potem pa nasplošno sploh še to, da želim si predvsem to, da se bi vsi med sabo razumeli, da ne bi bilo razlik in da bi čim manj bilo te
neenakosti, ker smo vsi ljudje, ne, in je tudi prav, da se spoštujemo. To so moje želje. In verjetno tista, ne, ki si jo nam je zapela v prvi pesmi, ne? Tako, v prihodnosti. Tako je, ja, tako. Pa prosim. Sveta se zbudijo brez solza, naj smeh otrok bo povsod, kjer ljubezen je doma. Naj vsi ljudje tega sveta najdejo pot do srca, naj izvedo, kako je to, kot vas sta si namenjena. Vse preveč gorja, vse preveč trpljenja, bolečine in solza. Ko človek sočloveku nasmeha več ne da, prijateljev več nima, nikogar ne pozna. Ko je božični čas, mnogo je želja, a moja je le ena, povem jo vsem na glas. Naj vsi ljudje tega sveta se zbudijo brez solza, naj smeh otrok bo povsod, kjer ljubezen je doma. Naj vsi ljudje tega sveta najdejo pot do srca, naj izvedo, kako je to, kot vas sta si namenjena. Naj vsi ljudje tega sveta se zbudijo brez solza, naj smeh otrok bo povsod, kjer ljubezen je doma. Naj vsi ljudje tega sveta najdejo pot do srca, naj izvedo, kako je to, kot vas sta si namenjena. Evo, spet smo nazaj, čeprav nismo nikamor šli, ne? Kaj ne, Anja? Tako. Smo še vedno tu v studiu. Prej že uvodoma si dejala, da je nekako tvoja želja biti novinarka oziroma se ukvarjati z voditeljstvom. Pa tudi, seveda, da boš glasbenica, saj si že. Pa me zanima, kje delaš, kje sodeluješ s kakšnimi mediji? Ja, trenutno delam na Radio Ognjišče, sicer kot prostovoljno delo. In sicer pripravljam oddajo z gospo Sonjo Pungartnik, ki je prav tako slepa kot jaz.
in skupaj pripravljava oddajo Luč v temi, ki je na sporedu enkrat mesečno, vsak prvi torek v mesecu, na Radiu Ognjišče. In sicer oddaja nosi naslov Luč v temi, ki je, lahko bi rekla, precej pestra, ker je veliko vsebine takšne in drugačne, namenjeno slepim in slabovidnim. Se dela v studiu? Ja, dela se v studiu, nekaj je nekaj na terenu. Jaz pa vedno delam tako, da posnamem svoje prispevke, recimo lahko v svoji sobi nekje, potem recimo lahko tudi samo napišem prispevek, pa ga potem oni preberejo. Tako da povsem različno. Ni delo samo v studiu, ampak tudi na terenu. In ko si prvič slišala svoj glas, ponosna? Ja, lahko bi rekla res. Res sem zelo ponosna in zelo vesela, da lahko počnem tisto, v čemer zares uživam. Sem pa tudi vedno do sebe zelo kritična in sebe se tudi večkrat skritiziram, če kaj ni v redu. To je res pri meni, res ta značilnost, čeprav nekateri rečejo, da sem preveč, ampak ja, vedno nekaj najdem, da nekaj ni, ampak lahko pa rečem, da sem zelo ponosna na stvari, ki jih počnem in zelo vesela. Si imela kaj govornih vaj? Ja, imela sem tečaj kulture govora, ki sem ga tudi uspešno opravila pri žal že pokojni gospe Aidi Kalan, ki je bila prav mentorica za kulturo govora. In lahko rečem, da me je res ogromno naučila. In od takrat naprej je čim manj napak. Res, čim manj napak se pojavi. In sem zelo, zelo vesela, da mi je bila ta priložnost dana. Namreč lahko povem, da sem ta tečaj dobila povsem brezplačno od Lions kluba Brin Trbovlje, za katerim sem jim še vedno zelo hvaležna, da sem jim omogočila, ker ta tečaj se ne dobi kar tako, ker je veliko študentov in veliko ljudi, ki si želi se to učiti. In takrat je bilo zelo težko dobiti ta tečaj, ampak meni so ga takrat uredili in sem bila res zelo vesela. Mogoče, ki spremljaš, na katerih radijskih postajah največ tvojih pesmi zavrtijo? Zdaj so 4, mi bomo potem na koncu slišali še Brat in sestra. Tako. Ja, zaenkrat imamo v evidenci, da se vrti na Radiu Ognjišče in pa na Radiu Tomi, na katerem sem tudi zmagala trenutno na slovenski lestvici s to najnovejšo skladbo Rada bi mamica postala, za kar sem res zelo hvaležna in zelo, zelo vesela vsem, ki so oddali glas. Namreč lahko povem, da je to moja prva zmaga. Nasplošno od vseh stvari, kamorkoli sem se udeleževala, je to moja prva zmaga in sem zelo, zelo ponosna. No, mi dva sva se dogovorila, da boš občasno na naši televiziji pripravljala posebno oddajo. Za prvo sva se nekako dogovorila, da si izbereš nekoga, ki ga sama najbolj čutiš, in kdo bo tvoj prvi gost. Tako. Najprej moram res povedati, da sem zelo, zelo, zelo vesela in presrečna ob ponudbi vodenja, ker je bila to res moja največja želja, da bi nekoč vodila neko svojo oddajo. In sem zares zelo vesela. In kot prvega gosta sem povabila gospoda Silva Bezjaka, ki mi je tudi pomagal zelo veliko pri mojih glasbenih dogodkih, pri moji glasbeni karieri in tudi pri moji najnovejši skladbi. Je pa odličen človek, res dobrega, zelo, zelo dobrega srca. Promotor številnim glasbenikom, ukvarja se z dobrodelnimi dogodki za razne družine in je že ogromno ljudem pomagal in verjamem, da nam bo imel ogromno zapovedati in se že res zelo veselim prve oddaje. No, jaz se pa veselim, da boš pa tudi ti sodelovala na našem humanitarnem projektu, ko bomo 6. maja, torej v sredo od 10. ure naprej, ko bova z Mitjem Duhom odtekla humanitarnih 50 km za zasavske družine, ki imajo težave, socialne težave, ki imajo premalo denarja in jim bomo poskušala nekaj denarja priskrbeti. In ti boš pa na tem dogodku zapela nekaj svojih pesmi, ne? Tako, res je. In se tudi sama že zelo, zelo veselim dogodka in sem res presrečna in hvala za povabilo in se ga z veseljem udeležim. No, tu v rokah pa držim tvojo pesem Rada bi mamica postala, to je zdaj na zgoščenki, ne? In to bomo podarili enemu izmed srečnežev prek naših nagradnih iger. Anja, oddaja je prišla k koncu. Hvala ti za obisk v studiu, da si nam razodela svojo življenjsko zgodbo. Čeprav mlada, življenjska zgodba zelo bogata. Čisto na koncu bomo pa slišali pesem Brat in sestra. Ti si močno želela, ne? Tako. Bratca ali sestrico? Karkoli. Ampak sem edinka, ampak verjamem pa, da
mogoče pa v moji prihodnosti več kot en otrok mogoče. Tako da, ampak res, jaz bi se res za konec zahvalila predvsem res začetku gospe Jadranki Ferlin, da so dejansko sploh začeli nastajati te dobrodelni dogodki in da se je vse skupaj sploh začelo odvijati, tako da njej še res posebna zahvala. Potem gospodu Silvu Bezjaku, da me je upeljal, da mi je dal priložnost, da me je spoznal številnimi ljudmi, da mi je ogromno stvari omogočil. Potem gre res tudi iskrena hvala gospodu Ivo Mojzerju, ki mi je brezplačno skomponiral skladbo, najnovejšo, in seveda tudi gospodu Štefanu Šarkeziju za odlično besedilo in predvsem pa studiju Saše Lendero in studiju Miha Hercoga, obema iskrena hvala za omogočeno snemanje. Potem se bi res iskreno zahvalila frizerskemu studiu Royal, frizerskemu salonu Royal, ki mi je res pomagal in naredil odlično frizuro, in pa vizažistki Živi Rus, ki me je odlično opremila, tako kot se zagre. Tudi za danes. Tudi za danes, ja. In nasplošno za vse projekte. In še enkrat res prav vsem, ki mi na kakršenkoli način pomagate, se iskreno zahvaljujem. Predvsem pa tudi televiziji ETV, še enkrat hvala za povabilo in hvala za možnost sodelovanja kot sodelavka. No, evo. Hvala tebi za obisk v studiu. Zagotovo se bova še kdaj tu srečala. Vam hvala za pozornost in za konec, čisto za konec, še ena pesem, Brat in sestra. Srečno. Srečno. Kot bi včeraj rodila se ti, misel na to mi oko zarosi. Ponosen se, brat, takrat jaz postal, prisegel, da vedno te bom varoval. Pri tebi sem vedno dobila lepo besedo in topel objem. In ko me je kaj prizadelo, si poskrbel, da ni več bolelo. Nama usoda je namenila, da naju ista je mati povila. Kot brat in sestra sva se rodila in zavedno združila. Hvala za ure, ki jih imava, da jih skupaj prebijeva. Lepe spomine, ki jih imava, na otroške dni noči. Kot bi včeraj rodila se ti, misel na to mi oko zarosi. Ponosen sem, brat, takrat jaz postal, prisegel, da vedno te bom varoval. Pri tebi sem vedno dobila lepo besedo in topel objem. In ko me je kaj prizadelo, si poskrbel, da ni več bolelo. Nama usoda je namenila, da naju ista je mati povila. Kot brat in sestra sva se rodila in zavedno združila. Hvala za ure, ki jih imava, da jih skupaj prebijeva. Lepe spomine, ki jih imava, na otroške dni noči. Nama usoda je namenila, da naju ista je mati povila. Kot brat in sestra sva se rodila in zavedno združila. Hvala za ure, ki jih imava, da jih skupaj prebijeva.